Razburljiva sezona je za vrtom obilja. Vse je bilo nekako podrejeno selitvi pa naraščaju, ampak še zmeraj je uspela čudovita sezona. Danes te bom čez celo kmetijo popeljal sam, ker mora Tjaša paziti na dojenčka. Mi si bomo pa pogledali, kaj vse raste na posameznih gredah, kakšno je stanje zdaj septembra v rastlinjaku, kak je nasadku stanjev, kako smo letos zalivali celoten vrt s pomočjo vrtine pa akumulacijskega jezera, dobili neko širšo sliko nove kmetije. To je posest velikosti 1,75 hektarja in je bila že več generacij prej samostojna kmetija. Že pa v zadnjih 15 letih bolj ali manj nekako zapuščena. Njive so bile obdelane, so bile pač v najemu in hiša se je zdrževala le, da je bila pač suha. In lani septembra smo nekako res zagrabili pa začeli. In začeli smo tako, da je bilo najbolj treba urediti dostop. 350 metrov ceste je bilo treba po domače rečeno potegniti do parcele, da smo sploh imeli pred zimo možnost se vsak dan sem pripeljati in začeti urejati, in sicer od zunaj na vznoter. To je zelo pomembno, ker ponovadi zmeri grejo ljudje, ker hiše postavijo, pa se bojo pa ukvarjali z okolico. Mi smo se nekako tukaj lotili širše, v smislu, da je treba urediti dostop, gozdni rob urediti, ograje postaviti, zasaditi prve drevesa, tiste, ki najdlje rastejo, načrtovati, kakšne so vse postavitve in šele na koncu bo pač na vrsti sama hiša. In zdaj gremo raj lepo po vrsti in gremo prvo pogledati sam vrt. Prestavljanje vrta je bilo postopno. Prej tle rasla koruza pa repa, torej čist njiva je bila in zato so bile take neravnine, skozi neki taki hribčki zaradi oranja in to je bilo treba prej z malim bagerčkom vsaj poravnati. Potem smo pa začeli grede prestavljati. Prvo v zgornjem delu in to vse grede iz vrta obiljata starega smo tu porabili. Sam princip vzpostavitve vrta je enak, ki ga uporabljamo že zelo dolgo časa, in to je, da se na obstoječa tla samo položi kompost. Kompost je zadnja plast pri vzpostavljanju samih gred in na vrtnih poteh lesne sekance. Ena pomembna stvar je bila, ker je tukaj vrt na novo vzpostavljen in je v tleh zelo veliko plevela, da smo dodali plast papirja kot tisto zaščito, da ne bi potem spomladi ali pa poleti preveč pritisk plevela bilo. In zato zmeri po sekancih, pa tudi kasneje smo dodali še papir. Sama zasnova vrta je enaka, kot je bila na stari lokaciji, tudi rastlinjak stoji nekako na podobnem mestu. Le zunanje grede skupaj z ograjo so povečale sam vrt. In na teh gredah rastejo rože, zelišča in pa tudi šparglji. Pred mano je čudovit kodrolistni ohrovt. Izjemna zelenjava za vse pozimi juhice pa jedi, ki sledijo. Glavni na tej gredi je pa brstični ohrovt, ki tudi raste pozimi in daje pridelke, ampak vedno se zgodi, da zaradi teže lasne in pa snega, pa še veter prevrne rastlino na tla. In letos je dobil vodoravno oporo iz mrež, tako kot paprika, grah pa bob na najinem vrtu, tudi on, da se bo lepo stavil pokončno in ne bo nekih težav kasneje. Greda za mano je pa mešana zasaditev. Listnati peteršilj, korenasti peteršilj, gomoljna zelena, por pa še prej zelo veliko pisane zelenjave raslo gor in nazadnje, kar smo zasadili, je pa brokoli sorte Rudolf. To je posebna sorta, ki prezimi in šele v marcu ali pa začetku aprila naredi take vijoličaste glave, super zgodnja zelenjava. Tole je čudovita bučka, ki raste tukaj že od maja in tako velika rastlina lahko zraste, če sproti pobiramo pridelke. Ne smemo dopustiti, da bi bučke ratele tisto prevelike, ker taka izčrpa samo rastlino in zelo hitreje propade. Jajčeci pa tukaj uspevajo več sort, vijolični in pa tudi klasični črni, več kot dovolj za sprotno rabo jih imamo. Tale greda, naslednja, je pa sladki krompir in je prava mala džungla.
Posajene so bile sadike v malo dvigeno, povišeno gredo, to pa zaradi tega, ker gomolji so daljši, kot pa je visoka sama dvigena greda, ki ima spodaj kovinsko zaščitno mrežo pred talnimi škodljivci, kot so voluhar in pa bramor. Pridelek tega bomo pa pobirali pred prvo zmrzaljo, kadarkoli enkrat v oktobru. Noter bomo pa že opazimo zelo lepo oblikovane gomolje. Pred mano spet gomoljna zelena, ki zelo veliko prostora zavzema na vrtu obilja, zato ker je čudovita zelenjava, še posebej za vse zimske jedi. Zraven je še v povišani dvigani gredi pastinak, ki prav tako zelo lepo dopolnjuje vse zimske enolončnice, tudi pečeni je odličen. Na levi strani je pa nekaj sadik motovivca in pa ena velika rastlina fisalica oziroma anjskih jagod. Najbolj zanimivo je pa tule zadaj, kjer so posejana rdeča pesa in pa korenje. Posejana sta bila v juniju in junija je bila kar konkretna suša, zato je zelo pomembno, da takrat zalivamo rastline. In letošnji vrt je tako čudovit zaradi tega, ker je bil vedno v celoti zelo bujno zalivan. In mit je, da ne smemo zalivati rastline od zgoraj navzdol, da ne bi omočili samih listov. Vse, ko pade dež, ko je nevihta ali pa jutranja megla, ko omoči same liste in za njih takoj posije sonce, ne poškoduje samih rastlin. Tako da zelo pomembno poletno zalivanje je prineslo tak velik uspeh. Neverjetna paprika že 5 let na isti način uspeva na vrtu obilja, to je s pomočjo vodoravne mreže, ki je napeta čez celotno površino. In pridelka je bilo recimo avgusta pri glavnem pobiranju za 2 šajtrge. Saj smo pobirali še za ene druge grede, bomo pa spoznali, ampak res ogromno. Takrat smo rastline tudi ščistili spodaj, tako da je malo zadihala greda cela skupaj. Za sprotjo itak skozi pobiramo po malem, bo pa tam nekje oktobra pred zmrzaljo sledilo še eno tisto zadnje pobiranje. Ta greda na moji levi strani sem v bistvu najbolj pozitivno presenečen, ker še nikoli nismo imeli tako lepe jesenske cvetače. In zdaj je dela že počasi suka liste in bo začela delati tiste lepe bele glave. Mislim pa, da je bilo ključno to, da je bilo v presajanju, torej v začetku avgusta, res zelo fino zalivana, da so se rastline fajn prijele in uspešno štartale v sezono. Zimski por, ki bo preživel tudi kakšne bolj hude jutranje zimske temperature, tako da ostane vse do pomladi tukaj. Spodaj je še nekaj sadik bolj zgodnjega zelja. In na levi strani je pa radič pa divja. Radič in divja oba potrebujeta kar dovolj prostora, včasih mogoče malo pred skupaj sadimo tako kot solato, ampak rabi nekaj 30 na 30 cm prostora med seboj. Tale motovivc je bil vzgojen iz sadik, zato je bil presajen tako lepo lahko v vrste in greda zgleda zelo lično. Mogoče se komu zdi, da je malo veliko prostora, ampak ko bodo motovivci še bolj zrasli, zelo zapolnijo samo gredo, tako da tudi lažje je take rastline nabirati, ker par motovivcev odrežemo, pa imamo že dovolj za solato, nabiramo tistih malih listkov. Tukaj je še nekaj pora poletnega, ki je ostal, in 4 sadike brokolija Rudolf, ko smo ga že spoznali. Pred mano pa greda zelja, 3 različne sorte, rdeči pa 2 bele glave, ki bo za jesenski pridelek, ki se tudi shrani lahko v klet. Smo na spodnjem delu vrta in tu ni dvigenih gred, ni lesenih okvirjev okoli same grede, to pa zato, ker sem želel sprobati, kako se bo obneslo brez tiste spodnje zaščitne mreže, ki ščiti pred bramorjem pa voluharjem. In moram reči, da kar uspešno. Lep tu pa tam kakšna sadika je zmanjkala, po domače rečeno, je bila pojedena, tako da mislim, da bom kar nadaljeval tudi naslednjim letom z tem sistemom na spodnjem delu vrta. Na moji desni strani je cela površina buč in tudi pa lubenic in so tudi odlično uspevale in bo vse pripravljene za zimnico. Na moji levi še ena greda brstičnega ohrota, prej malo še ena greda paprik, to je tisto, kar sem prej govoril, ki je bilo res
za 2 šajtrge pridelka, glavnati ohrovt pa brokoli, greda endivje paradiča za jesensko-zimske solate in pa 2 gredi visokega fižola. Ta fižol je bil sijan v maju, klasično v začetku maja, ampak ga je tista poletna suša kar dosti ustavljala v rasti z dodatnim zalivanjem, pa je lepo ozelenel in naredil čudovit pridelek. Je tudi malo bolj pozna sorta, ampak vidimo, je res poln in pridelek pobiramo še zdaj. Pred mano je pa na novo zasajena sta 2 gredi jagod. Veliko sem razmišljal, če bi jih tako konvencionalno zasadil v folijo, ker potem ni treba plet, čistejši pridelki, ampak sem še vedno dal priložnost samemu kompostu kot zastirki. Nujno je pa to, da so zasajene v vrste, da se lahko redno okopava in odstranjuje plevel z nihajno motiko, da so grede čim bolj čiste. Tole je pa kraljestvo špargljev. 60 rastlin, v resnici korenik, smo presadili, to so stare nekje 3-4 leta, zato so te tako velike rastline že. In presadili smo jih zelo plitko, ne tisto globoko, kot piše v vseh navodilih, in sam zastrli s kompostom. Edina pomanjkljivost teh plitkih zasaditev je ta, da rastline niso toliko stabilne in se nam lahko hitro mogoče prevrnejo. Zato pa tudi služi tale opora, tale vrvica, ki drži bolj rastline po konci. Letos ni bilo še nič pridelka, korenina se mora ojačati, potem naslednje leto poberemo 1-2 vsake rastline, pol pa čedalje in čedalje več. Najlepši pa je rastlinjak septembra. Zgori prevladujejo in zorijo paradižniki, spodaj pa že raste jesensko-zimska zelenjava. In sezona paradižnikov je trajala od 15. aprila naprej. Takrat smo pobrali prvi zrel rdeč paradižnik. In noro, če kar gledajo čez ušesa ves ta paradajz, ampak izjemno hvaležen sem za tako lepo in dolgo sezono. Paradižniki bojo še nekje oktobra zoreli, takrat se pa večino pobere, tudi ta zelene, in se jih postavi na okensko polico, da še pol kasneje zorijo. In jih imamo lahko še novembra, mogoče tudi decembra, da dozorijo. Niso tako sladki, okusni, ampak vseeno jih imamo. In spodaj potem zakraljuje ta jesensko-zimska zelenjava od brokolija, solat, radiča, kolerabic, blitve, ki jo pobiramo potem celo zimo. Rastlinjak se v celoti zapre in ne pustimo nobenega vetra noter, samo malo po potrebi še zalivamo. Ta rastlinjak smo imeli tudi na prejšnjem vrtu. Isti je, dejansko smo ga razstavili in postavili na tem mestu, ker je nama idealne velikosti in nama je že tam odlično služi. Tako da nič nismo konkretno spremenila, kar se samega rastlinjaka tiče. Vrt zaokrožuje lesena ograja, hrastovi stebri pa borove deske. Postavljene so nekako v zlatem rezu, zato deluje na oko zelo prijetno. In namen te ograje je, da se zaščitimo pred srnami, spodaj je pa še mreža, da tudi kakšni zajci ne pridejo noter in se ne postregli s pridelki. In ograja nam res zelo všeč, še posebej zaradi tega, ker tudi razmeji zunanjost in notranjost vrta, še posebej zelenico. Zelo luštno je negovati sam rob ob sami ograji. In del ograje je tudi tale vogal, kjer je delovna miza. In to je moja res dolgoletna želja, še posebej zato, ko se dela spomladi v poleti s sadikami, je to neka stojna višini, lahko vse narediš, pikiraš zelenjavo, presajaš in zelo blizu je rastlinjaka, ki ima tudi recimo čez noč se sadike prestavi in jih zaščiti. Tako da to je čudovita stvar in je bila nujna, ko smo pripravljali sam ta vrt. Prva stvar, ki vam spozna zunaj vrta, je kompostnik in ta ima 4 prekate. In za samo kompostiranje se v resnici uporabljajo te 3. Nalaga se v sredinskega in vedno, ko se nalaga material gor, se doda material iz vrta in potem slama. In
ko pridemo do vrha, predložimo na levo stran in spet začnemo na novo nalagati v tega sredinskega. In ko je poln, preložimo na desno. In na levi in desni strani kompost zori. Na tega se pa v resnici vedno samo nalaga. Kompostik je pokrit s streho, zato, ker prehitro se lahko material premoči in ga ne moramo več usušiti sami. Tako bolj kontroliramo samo vlago v kompostnem kupu. Ta četrti prekat pa je zdaj uporabljen kot kompostno stranišče. Dokler še nimamo urejenih vseh sanitarij, se način, ki smo ga imeli že v mali hiški, tukaj odlično obnese, ker ne rabimo nič tekoče vode za kompostno stranišče. Tole so pa kostanjčki in na tele jasi, ko je nekje slab hektar, jih raste nekje 60. Presadili smo jih v februarju na sadilno razdaljo 8x10 metrov. Zdaj izgleda ful prazno, tako kot je pač nogometno igrišče z nekimi količki vmes, ampak čez čas bo tle nastal en pravi kostanjev gozd. To so debelo plodni kostanji, mi jih poznamo kot marone, več različnih sort in obetamo si iz tega kasneje, čez dolgi rok, zelo lepe pridelke. Ta nasad je pač neka želja, da imamo tudi pridelka nekaj več, ki bo kasneje za prodajo. In smo ful opazovali oba s Tjašo sebe, kaj bi rada počela. In zanimivo, da nismo šla širiti samega vrta, prostora imamo dovolj, ampak smo želela eno rastlino, ki je manj zahtevna in s katero je več dela kasneje v jesenskem času, ko je pobiranje samih pridelkov. Edina stvar, ki je letos treba zelo paziti, je zalivanje. In zalivali smo vsako sadiko posebej in to z vodo iz vrtine. Na parceli je sam voda iz vaškega vodovoda. Ta je strogo omejena za porabo v gospodinjstvu ali pa za živali in se ne sme z njo zalivati tudi pozimne. In že ko smo pač dobila parcelo, smo takoj vedela, ok, nekaj glede vode treba narediti. In pač, da imaš vodo na svoji parceli, je ena izmed najboljših opcij vrtina. Noben ti pa ne bo jamčil, da voda pod tabo je, oziroma bolj problem je, na kateri globini. Mi smo šli tukaj pač vrtu z nekim predznanjem, v smislu, ker so blizu piezometri, smo vedeli, da nekje med 40 in 50 metrov bomo naleteli na vodo. In točno na nekje 45 metrih imamo mi vrtino. In da to vodo gor dobimo, je pač potrebna elektrika. In to je po vseh začetnih investicijah pol pri malih porabnikih za kmetijsko porabo načeloma eden in edini strošek, ki ga imaš za pač to vodo. In da kar poenostavim, nekje 4,5 do 5 cente košta 1 kubični liter vode, ker to košta sama elektrika za črpalko. Voda ima 13 stopinj in ta voda je kar hladna v poletnih časih, pozimi je pa v bistvu topla. In z njo ne zalivamo direktno na vrtu, ampak gre v akumulacijsko jezero, ko bomo spoznali kasneje. Tam pa delujejo črpalke z manjšim porabnikom, ko lahko sproti manjše zadeve zalivamo na vrtu, v nasadu in pa tudi v bodočem sadovnjaku. Sama vrtina in sama voda je polna mineralov, ni tako kot deževnica, je mičeno drugačna sestava, je zelo čista, ko se nekaj vode preteče čez in se te pore in žile sčistijo. In načeloma bi to moglo delovati zavedno. Le kakšna tehnika lahko zamoči, pa je treba pol spet popravilo. Mislim, da najbolj zanimivo tle je še akumulacijsko jezero in gremo pogledati, kako izgleda tam tale voda iz vrtine.
Voda z vrtine po dolgi Alcatin cevi polni to akumulacijsko jezero. In tle se voda segreje in s pomočjo rastlin pa mikroorganizmov oživi. Voda konstantno kroži, noter so oksigenatorji, ki dodajo kisik sami vodi, da ne rata anaerobna. Voda ni zelena, je čista. In taka živa, čista, topla voda je primerna za zalivanje rastlin na vrtu, tudi kostanjev in pa bodočega sadnega nasada, ki še sledi. Postavljanje je narejen lično, da ne pokvari podobe celotne kmetije. In voda je tako čista, da seveda je tudi primerna, da skočiš noter in se skopaš. In sam element vodni na vrtu oziroma na kmetiji doda res tisto piko na i. Naj samo en primer povem. Komarjev bistveno manj, krkači pastirji jedo komarje. Tudi ostalih mrčesov je veliko manj. Ekosistem nekako čisto drugače zaživi. Verjamem, da ima marsikdo gorečo željo ustvariti svojo malo kmetijo. Za na konec bi rad dal samo en nasvet. In sicer, da vzgib in namen, zakaj ustvariti svojo kmetijo, iti živeti na podeželje, si vzgajati svojo hrano, ne bo iz strahu, pomanjkanja in nekih zunanjih dejavnikov, ki nas na nek način stiskajo v kot. Vzgib naj bo ljubezen do rastlin, ljubezen do dobre hrane, do rastlin, do živali in vsega, kar nas bo tam, kjer bomo živeli, tudi bo obdajalo. Ker vzgib iz strahu ima zelo kratek rok trajanja. Jaz upam, da vam je tale sprehod čez vrt in širše všeč in seveda ne pozabiti uživati v vrtnarjenju še naprej. Good.